Še do konca oktobra je v knjižnici Medvode na ogled postavljena razstava fotografij najbolj poznanega člana skupnosti Barka, Staneta Grandliča. Nastajale so zadnji 2 leti med večkratnim obiskom ene od slovenskih vodnih jam. Razstava, ki je bila odprta prejšnjo soboto, nosi pomenljiv naslov Podzemlje oziroma Podzemljen. Stane Grandlič se s fotografijo sicer ukvarja že vse od otroštva, bolj resno pa od leta 1997, ko se je vključil v skupnost Barka, dobrodelno organizacijo, ki odraslim z motnjo v duševnem razvoju danes ponuja dnevni delovno-varstveni center ter 2 bivanjski enoti. Stane je tako barkač z najdaljšim stažem in tudi najbolj poznan. Najpogosteje pa ga vidimo prav s fotoaparatom v rokah in še s kakšnim okrog vratu. Bodisi ko spremlja dogodke v skupnosti Barka, bodisi ko lovi motive po okolici, po Sloveniji pa tudi izven meja države. Najprej je to počel z analognim fotoaparatom, sedaj z digitalnim. Filmov jaz nimam več. Imam lahko veliko samo. Pomem spati, pa snitko lahko narediti. Ne tako, kot zdaj, kako fokus, pa one te slave ven zbrisati. Tukaj imaš fotografiram padati. Prvo samostojno razstavo je imel Stane v prostorih skupnosti Barka leta 2015. Od takrat vsake 2 leti nastane nov sklop fotografij, ki so dane na ogled tudi v knjižnici Medvode. Stane lepoto najde v detajlih ali pa v panoramah. Pripravil je že veliko razstav z naslovi Rože, kozolci, hiše, kolesarji, lučke, iz česar je mogoče razbrati njegovo zanimanje za naravo, kolesarjenje, arhitekturno dediščino in običaje. Tokrat nosi naslov Podzemlje oziroma Podzemljen, saj se je Stane tokrat odločil predstaviti 11 najboljših fotografij, ki so nastale v eni od slovenskih vodnih jam. Gre za svet, ki ne spominja kaj dosti na naravo, ki nas obdaja. Podzemlje pa je lahko, tako Mirjam Slanovec na odprtju razstave, tudi občutek, ki spremlja marsikaterega posameznika. Med tokratnimi udeleženci odprte razstave je bil tudi Stanetov prvi mentor Janez Pelko, ki že sicer ceni njegovo vztrajnost in njegov pogled na motiv. Tudi tokrat je ponovno izrazil občudovanje. Ker recimo zunaj, če je kakšna lepa svetloba pa lep motiv, niti ni tak problem posneti dobre fotografije, ker je že vse tam. V jami ni pa nobene svetlobe in je treba fotografijo ustvariti. In to je ta razlika med posnet fotografijo pa ustvariti fotografijo. In Stane tukaj res naredil en velik korak naprej, ker je fotografije ustvaril, ker je se poigral z lučmi, ker je z lučmi ustvaril kompozicije, zgodbe, v bistvu tudi vzdušje. Tudi na teh 2 fotografijah se vidi, kako je v bistvu na istem motivu dobil 2 povsem drugi fotografiji, 2 različni vzdušji, 2 različni zgodbi. Tako da iskrene čestitke Stanetu. In kako Stane komentira pohvalo svojega prvega mentorja, da je dobro poiskal motiv v temi in ga dobro osvetlil. Ker sem se tudi znal trudil jaz in umedakrat naredil s sabo za pomoč, ker sem vedel, da sam ne bom zmogel, da imamo tudi dvojna leva roko pa desna roko, da se mami luči pa svetja. Torej fotografiranje, kot se zagre z 2 pomagačema, ker le 2 roki nista bili dovolj. Običajno te vprašam takole, kaj bo naslednji motiv. Ti si rekel, da je tole sedaj projekt za naslednjih 5 let, če sem prav razumela. Torej, motivika je jasna, zdaj pa kakšna je tvoja želja? Kakšen nov mentor, kakšen nov fotoaparat ali kaj? TV projekti bodo kratfaj na vam, ko lahko bo ovo parku premijer letos, pa so se pa na to jamo se odločil in da je ta jama. Zdravimo pa eno drugo raj, imamo nisem več slikov. To je tisto. Zakaj? Ne bo saj tak. Pred izjavo smo Staneta prosili, naj se postavi pred njemu najljubšo fotografijo. Zakaj prav pred to? Zato, ker sem bil prvo leto, pa drugo leto, ker sem hotel to slikati, je bila v vodi ta, ne tako, kot je zdaj ta slika, slikana, da je nos, usta, brada, da je štela slika, in sem se rabo 2 leti to
okvar, krvina, voda, da vrha. Skratka, 2 leti je potreboval, da je prav ta motiv lahko ujel v objektiv. Tudi pogoji slikanja so v jami povsem drugačni. Kdaj običajno fotografiraš, kdaj si vzameš ta čas? Ta slika je slikana lih, vam povedal datum, 2. maja. Letos. Cel dan. Oblaček sem prišel, a petek sem ven prišel. Nič nisem malce pa kaj pil. Potrebuješ veliko potrpežljivosti. Ja, res je. Kako pa je sploh prišlo do fotografiranja v eni izmed slovenskih vodnih jam? Enega mojega prijatelja, ki vodsovne v jami, enkrat me je sabo vzel ta del, ki se lahko hodi in se lahko tudi slike delal. Nisem se vrlo zabaval tam. Ne boji se torej teme, nasprotno, rad ima jame s tišino in samoto v njih. Oboje, pa mi je, da ni na benga, lahko sem tudi sam.